Pozdravljeni! Za nami je končno prva dirka v sezoni 2020 in seveda ne sme manjkati tudi njen komentar. Velika nagrada Avstrije je bila napeta in zanimiva, vkolikor bo kdo rekel, da dirke Formule 1 so dolgočasne in da je zopet zmagal Mercedes, verjetno samo v ponedeljek zjutraj pogleda rezultate. Mislim, da mi, navdušenci, smo malce bolj privrženi temu športu in seveda gledamo tudi na druge zadeve. A videli smo pozitivne kot negativne zadeve, katere upam, da bom zajel vse v tem kratkem komentarju. Najprej začnimo s tistim, kar je mene osebno najbolj užalostilo, in to je sposobnostjo komisarjev delati nepravilne odločitve. Zakaj so se tik pred začetkom dirke odločili, da bodo spremenili svojo odločitev, mi še zdaj ni jasno. Nič nimam proti pravici ekipe Red Bull, da se pritoži na komisarsko odločitev. Imam mnogo proti temu, da komisarji v prvo ne naredijo svojega dela tako, kot je treba. Namreč, če jih Red Bull opozori, da nekega posnetka niso pogledali, čeprav so ga imeli na razpolago, je tu nekaj narobe. In potem, ko vidimo tisti trk med Aleksandrom Albonom in Lewisom Hamiltonom, so možne polemike, so možne diskusije. Kako da so pa tam se odločili za kazen 5 sekund, če smo imeli tokom dirke še najmanj 2 trka, katera bi lahko obravnavali. Prvega je bil na primer vključen Sebastian Vettel, a ni bilo nadaljnega raziskovanja, kaj se je zgodilo. V tistega, v katerega je bil vključen Lando Norris nad Sergiem Perezem, pa sploh niso zapazili, da se je zgodil. Torej, lahko bi nekdo rekel, da imajo različna merila za različne ekipe, ne bom tega rekel, mislim pa, da ni bila posrečena kombinacija posameznikov, ki so tam sedeli na veliki nagradi Avstrije. A na veliki nagradi Avstrije smo videli ogromno število odstopov in to ne zaradi že prej omenjenih trkov ali kakih napak voznikov, če bi slučajno na primer zadeli kako ograjo. Šlo je samo in izključno za odstope iz tehničnih razlogov in ena primerjava z lansko sezono. Velika nagrada Nemčije je bila prava norišnica, tako vremensko kot po številu odstopov. No, končalo jih je 13 bolidov tisto dirko, seveda 20 jih je bilo tako kot letos na štartnem razporedu. Letos na veliki nagradi Avstrije, prvi dirki v tej sezoni 11. Bistveno večje število odstopov, kot smo navajeni v tej turbohibridni eri, ko vidimo, da je zanesljivost bolida ena izmed glavnih lastnosti. A seveda to je naredilo dirko nepredvidljivo in izjemno zanimivo. A treba je biti realist. Drugo mesto Charlesa Leclerca ni posledica odličnega bolida scuderie Ferrari. Ta je prav tako slab, kot je bil na kvalifikacijah, le spletu okoliščin se ima zahvaliti. Kazni Lewisu Hamiltonu, seveda varnostnim avtomobilom, kateri so preprečili, da bi dobil ogromen zaostanek, in seveda odstopom mnogih drugih. Slab dan za ekipo Red Bulla, nekdo bo lahko rekel, ker so drugim kopali jamo, so se sami nekam zataknili, a sam v to ne verjamem. Videli smo težave na pogonskih sklopih Honda tudi pri njih. Oba voznika prve ekipe, ne govorimo o Alfa Tauri, temveč o Red Bullu, sta imela take težave in tudi na Danila Kvyata ne smemo pozabiti pri Alfa Tauri. Seveda zmaga Valtterija Bottasa je bila zaslužena, če se mene vpraša. Tisto, kar je pokazal Lewis Hamilton, pa lahko kaže na neko povprečje razmišljanje, bom rekel, bolj dolgoročno. Slišali smo tudi po radijski zvezi, da naj bi imeli pri tovarniški ekipi Mercedes težave z obesami. Svetovali so obema voznikoma, naj ne uporabljata robnikov, kar pomeni bistveno višji čas na krog. A vseeno, kar se tiče zanesljivosti, nismo videli kakih težav pri tovarniški ekipi Mercedesa. Videli smo pa pri mnogih drugih.
Naprimer, videli smo težave pri pogonskem sklopu Mercedes, tako pri ekipi Williams kot pri Racing Pointu, a tudi pri Renaultu, tovarniški ekipi, niso bili imuni raznim težavam. Čeprav tam izgovor za Daniela Ricciarda malce privlečen za lase. Namreč ustavili naj bi ga, ker so imeli sum, da njegov hladilni sistem ne deluje pravilno. Ne vem, gre se za Formulo 1, vrhunec motošporta. In prav tu sem praktično zaprepaščen, ko sem videl 2 različni epizodi, oziroma 3. Prva se nanaša na Kimija Räikkönena. Praktično v ovinku mu je odpadlo sprednje desno kolo. Kako je to možno v sezoni 2020, mi je malce čudno. Dvomim, da ne bi čutil slabo privitega kolesa. Mogoče je šlo za napako v določenem kosu, v določeni matici ali kaj podobnega. V glavnem, izjemno mojstrstvo, da je obvladal bolid in ga parkiral na takem mestu, kjer so ga sorazmerno hitro umaknili s proge. A vseeno izjemno nevaren dogodek. Drugi nevaren dogodek, saj po mojem osebnem videnju, je tisto, kar smo videli pri ekipi Haas. Pri obeh bolidih praktično ista napaka. Nekaj narobe na zadnjih zavorah. Ne vem sicer, ali je šlo za MGUK ali za same zavore ali za elektroniko, ki to uravnava, ampak vseeno, pri zaviranju sta oba voznika praktično ostala brez zadnjih zavor in šla naprej na izletno cono. Dobro, da se nobenemu ni nič zgodilo, a vseeno izjemno nevarno. In seveda, videli smo tudi mnogo drugih odstopov, katerih sedaj ne bom našteval, a vseeno, že dosti let nismo videli samo 11 bolidov na koncu, ki bi prišli do konca. In tu je treba pohvaliti seveda, poleg ostalih tudi Landa Norrisa. Prišel je do svojih prvih stopničk in to tako, da je v zadnjem krogu napravil najhitrejši krog dirke. In s tem praktično za 0,2 prehitel Lewisa Hamiltona, kateri je bil kaznovan s 5 sekundami, da si bomo bolj na jasnem. Vse pohvale njemu tako za hitri krog, kot za prve stopničke. In seveda, kot sem že povedal, pri Ferrariju morajo narediti večji čudež, kot smo ga videli na veliki nagradi Avstrije, da bodo res konkurenčni že na naslednji veliki nagradi Štajerske. Toliko za zdaj na hitro o tistem, kar sem sam videl na veliki nagradi Avstrije. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.